Pripravi se. Tole je 5 digitalnih trendov za leto 2018. Dober dan, dobrodošli v novi oddaji Point Out Weekly. Današnja oddaja je polna praznovanj. Zadnjič sva namreč z Nejcem praznovala eno leto oddaje. Oziroma, cel Point Out je praznoval. Tako, ja. Snemanja tehle oddaj. Danes pa je okrogla 50. jubilejna Point Out Weekly oddaja, v kateri bova govorila o top 5 trendih v letošnjem letu, se pravi v letu 2018. Glede to, da sva lani marca, to je bila verjetno nekje 3., 4. oddaja, govorila o podobni temi, se spodobi, da letos narediva enako. Tako da, pripravila sva 5 trendov in pa še to še enkrat podarim in omenim, če nisi videl live oddaje, če nisi videl tiste oddaje ob prvi obletnici Point Out Weeklyja, si jo oglej in potem skoči nazaj sem, ker bo še kako zanimivo. Ok, se pravi, govorila bova o 5 digitalnih trendih v letu 2018 in kot prvega mislim, da ga boš tudi sam pričakoval, sva pripravila in bom kar 3-krat poudaril video. To je trend, ki se je že začel v lanskem letu, v letošnjem letu pa pričakujemo oziroma lahko pričakujemo še večjo eksplozijo, kot je že. In podjetja vedno bolj prihajajo on board video vsebin tudi zaradi tega, ker nekako so se povečali marketinški budžeti, vsaj tako mi zaznavamo v marketinškem ekosistemu, da so se povečali marketinški budžeti in zato tudi podjetja lahko namenjajo več proračuna video vsebinam in posledično mi predvidevamo, da bo v letošnjem letu še večji boom, kot je bil v preteklem. Tako da ni važno, kakšna je vaša strategija oziroma odvisno od vaše strategije, kje boste video marketing oziroma video uporabljali. Se pravi, lahko si začrtate strategijo, da je vaš fokus usmerjen na YouTube, lahko je na Facebook, morda imate videe iz vidika vsebinskega marketinga na vaši spletni strani, lahko je to še eno družbeno mreže, kot naprimer LinkedIn in tako naprej. Samo 2 podatka, če takole na hitro navrževa, na dan se pogleda na YouTubeu približno 1 milijardo ur video posnetkov, medtem ko se na Facebooku pogleda vsakodnevno 8 milijard oziroma 8 milijard videov nam je prikazanih. Te številke so res velike in mogoče še ena stvar, ki bi jo poudaril, kar tudi precej opažam, da so določena podjetja pridobila tudi ta pogum, da video vsebine čedalje bolj prilagajajo mobilnim telefonom. Se pravi, prihaja do tako imenovane mobilifikacije. Ne vem, če sem ta prava beseda uporabil, ali sem si jo uporabljal kar z mislu, ampak ja, zakaj? Ker čedalje več videov se tudi pogleda na mobilnem telefonu in to moraš upoštevati. In če prej nisem omenil, poudarila bi še eno zadevo in sicer danes postajajo videi veliko bolj raznoliki. Se pravi, na spletu, na družbenih omrežjih lahko zasledimo videe, ki so lahko samo zabavni, ki vsebujejo humor, lahko jih podjetja, posamezniki delajo z vidika izobraževanja, se pravi bolj z vidika vsebinskega marketinga, lahko so to neki tutoriali, se pravi priročniki, kako kaj narediti, zakaj, se pravi, da ne zapakiramo to v blog članek, ampak naredimo iz tega video, ki nam lahko še več zadev prikaže, pove, nas vodi skozi določen postopek in tako naprej. Ampak ja, ena izmed najbolj takih vsebin, ki pa nastajajo v video obliki, je pa danes iz vidika vsebinskega marketinga ali pa, kar bova, mislim, da tudi v nadaljevanju govorila z vidika influencer marketinga, se pravi, kako podjetja vključujejo tudi razne vplivneže v sam video marketing. Ok, naslednji trend, ki že nekako tudi malo razburja te trenutke v Sloveniji in pa tudi širše marketinške vode, je sigurno zasebnost in pa varovanje osebnih podatkov. Zakaj? Namreč 25. maja 2018, se pravi čez kaj je to, dobra 2 meseca,
pride v veljavo tako imenovani GDPR oziroma splošna uredba o varovanju osebnih podatkov, ki bo do neke mere sigurno spremenila to, kako zbiramo podatke oziroma nasploh, katere taktike izbiramo pri izvajanju digitalnega marketinga. Zakaj je to pomembno? Zato, ker so kazni res enormne, ukolikor niso vaše aktivnosti prilagojene oziroma v skladu s tem. Mislim, da sem celo prebral, da je trenutno približno 2/3 podjetij v Evropi pripravljenih na GDPR, še vedno, se pravi, nismo blizu teh 100%, kar mi je bilo pa zanimivo, zdaj ne vem, če podatek čist drži, pa kako tudi to računajo, ampak ameriška podjetja, ki morajo tudi biti v skladu s temi So zakonodajo, ne, zato, ker zbirajo podatke tudi o Evropejcih, so v bistvu bolj pripravljena kot pa evropska. Kazni so pa do 20 milijonov evrov ali pa mislim, da 4% letnega prometa. Ja, se to je dosti logično, zakaj so ameriška podjetja bolj pripravljena, zaradi tega, ker so bila tudi veliko prej on board z digitalnim marketingom, oziroma celoten digitalni marketing, če tako pogledamo, iz kje prihaja. Se pravi, vse, tudi Evropa prihaja iz Amerike, se pravi, največji vplivneži, pa največji vodje so ravno v Ameriki in zaradi tega je logično, da imajo tam preurejen, pa hkrati tudi v Ameriki je tako, da je pravni sistem zelo deluje in hkrati so kazni tudi za kršitve večje in tudi na podlagi tožb, ki so nastale v preteklosti, se je mogel pač trg le temu prilagoditi, tako da to je dosti logično. Ampak kaj bo pa to omogočilo v slovenskem oziroma evropskem prostoru, je pa vsekakor večja transparentnost. Se pravi, podjetja bodo morala biti še bolj dosledna glede zbiranja podatkov in kako te podatke obravnavajo oziroma kaj z njimi delajo. Če dam mogoče en primer, zdaj bo veliko bolj nazorno treba na spletni strani v splošnih pogojih uporabe spletne strani navesti za točno kaj vi uporabljate od nekoga e-mail, ki ste ga pridobili z njene strani. Se pravi, če boste vi opravljali tudi kakršenkoli remarketing ali pa da boste ta e-mail uporabljali v okviru Facebook oglaševanja, boste to morali navesti eksplicitno na vaši spletni strani. Se pravi, ne bo več dovolj, da vi navedete, uporabljamo e-mail za remarketing oziroma podatke, ki zbiramo na tej spletni strani, uporabljamo med drugim za remarketing. Ampak boste mogli točno specificirati preko katerih kanalov. Vkolikor tega ne boste imeli narejenega, tega e-maila po zakonodaji ne bi smeli uporabljati za to vrstne namene potem. Kar pomeni, da ko boste imeli nek obrazec na spletni strani, kjer bo uporabnik oddal e-mail, bo hkrati mogel, mislim, da smo se to ravno zadnjič pogovarjala, bo mogel narediti eno kljukico in se strinjati s splošnimi pogoji, pod katerimi pogoji boste vi potem ta e-mail uporabljali. Se pravi, bo mogel dati eksplicitno soglasje s kljukico in ne bo dovolj samo vpis e-maila, ampak bo tukaj potreben še ta dodatni korak. Tako je. Pa če greva kar na naslednji, kako se temu reče, trend, tako, je tak, ki je že trenutno precej prisoten in pa bo čedalje bolj porastel tudi v letu 2018 in to je influencer marketing. Pričakuje se, da bo v 2018 prišel do take velikanske eksplozije tega, namreč sploh v Sloveniji se to dogaja, da so večji influencerji že kar hitro zasedeni, ker namreč vse poznamo jih kar nekaj takih, pa da ne bi vsakega poimensko omenil. In hitro se ve, da recimo on pa vozi ta in ta avto, uporablja je te in te kosmiče za zajtrk in tako dalje. In znamke, če je ene kosmiče, težko je tudi druge. In te influencerji so hitro zasedeni, zato se morajo znamke kar nekako boriti, da bodo tiste ta glavne čim prej dobile pod svoje okrilje, kar prihaja do tega, da imajo influencerji tudi napram znamkam, napram podjetjem, čedalje večjo moč, večji vpliv. In prav zaradi tega prihaja tudi do enega trenda, ki bo se še bolj nadaljeval v 2018, je tako imenovanih mikroinfluencerjev. Bolj kot tudi družbeno omrežje prihajajo praktično na vsako napravo, v vsak dom.
Več, ko je tudi uporabnikov na družbenih omrežjih, bolj je tudi pomemben tisti nek, rečemo temu, average Joe, ki ima čedalje več nekih sledilcev. In zaradi tega, ker je majhen, ker ima povezan community, je tudi deluje bolj kredibilen. Tako da, sigurno ena izmed takih zadev, ki bi jo bilo potrebno upoštevati, se včasih bolj splača kot enega velikega influencerja vzeti mogoče 3-4 manjše, ki imajo bolj zveste sledilce. In kar 71% ljudi pravi, da so vplivneži vplivali na njihovo nakupno odločitev, kar je zelo, zelo velik odstotek in zato jih podjetja tudi toliko rada uporabljajo. In hkrati, kar 94% znamk je izrazil oziroma dejal, da influencerji, vplivneži imajo pozitiven učinek na blagovno znamko. Tako da, kako bi rekel, to vključevanje influencerjev v vaš marketing zelo dviguje avtentičnost blagovne znamke. In to povezovanje, to ne pomeni, da smo mi dva zagovornika, ok, vi pa zdaj samo še influencer marketing izvajate, ampak ne, da ga vključite pa v del vaše marketinške strategije. Ok, naslednji trend, o katerem sva tudi lani govorila čistko na koncu, pa ga zdaj postavljamo kot čedalje bolj pomembnega, in to so chatboti oziroma chat roboti. Obstaja kar nekaj storitev oziroma aplikacij, ki nam pomagajo pri grajenju oziroma da tega chat robota tudi dejansko naredimo, recimo ManyChat, pa kaj sva še dala, Chatfuel, Conversable in tako dalje, ki nam pomagajo pri izdelavi. Ampak zakaj so chat roboti res priročni? Je zato, ker so veliko bolj instantni, ker lahko uporabniki dejansko dobijo informacije kadarkoli od tega chat robota, kadarkoli, v katerem koli trenutku, takrat, ko njim to najbolj ustreza. In v zadnjem času se sploh kaže, ker imamo kar nekaj takih precej zanimivih, začel se je s temi, mogoče rečemo temu bolj preprostimi, mislim, da sva lani omenjala recimo Growthbot, zdaj imamo tudi že Poncho, pa CNN ima svojega za novice in tako dalje, kar nekaj jih je pa kar eni 3-4, ki bi jih rada posebej izpostavila in združujejo v bistvu, oziroma vključujejo čedalje bolj tudi to res pristno umetno inteligenco, pristno, če lahko temu tako rečem, in so res dobri v tem, kar delajo. Mogoče boš ti najc prvega omenil. Se najprej bi sam še to rekel, se pravi, te chatbote lahko uporabljate direktno na vaši spletni strani ali pa vključite jih na družbena omrežja. Zelo popularni, tako kot si že omenil, so na Messengerju, ampak ja, za to oddajo so pa posebej šla čez par chat robotov in so odkrila kar nekih zelo zanimivih, ki nam, predvsem jaz vidim tukaj zelo največjo dodano vrednost v tem, da nam prihranijo čas, da se lahko mi osredotočimo na tiste aktivnosti, ki so še bolj pomembne, pa jih mogoče pa jih roboti še kar lep čas ne bodo mogli narediti, opraviti za nas. In tukaj govorim predvsem v teh operativnih delih, kot je, pa bom zdaj dal kar s prvim primerom chatbota, kjer ga smo že omenjala, XXAI oziroma Amy. Se pravi, če gledate na x.ai, boste naleteli na chatbota Amy, ki vam omogoča, da ko vas nekdo kontaktira, pa se z vami želi zmeniti, med drugim, na tem je prikazan primer, se želi z vami dogovoriti za pijačo ali za kosilo, v trenutku, ko vam piše in ko vi sproščate to akcijo, Amy, ali se lahko zmeniš v mojem imenu, najdeš čas v mojem koledarju, od tistega trenutka Amy prevzame komunikacijo z osebo, s katero se vi menite za kosilo, pijačo, in se vse dogovori z njo. Se pravi, tudi če termin prvi ne ustreza, bo Amy znala odreagirati naprej, nov termin predlagati in hkrati potem, ko se dogovori s tisto osebo, tudi poslati invitation direktno v koledar, se pravi povabilo v koledar in je zadeva dorečena. Tako da to je tista zadeva, ki nam velikokrat vzame ogromno časa, ko se dogovarjamo ali za sestanke, ali za kosila, pijače, ampak se pravi, nam vzame veliko časa, po drugi strani pa z uporabo tega
chatbota oziroma bota nam prihrani ogromno časa, da imamo mi enostavno več časa, da se osredotočimo na tisto delo, ki je za nas najbolj pomembno in razvoj aktivnosti. Gre za osebno asistentko v obliki nekega, rečemo temu, robota. Potem recimo tak tudi, ki so ga zasledila, pa je zelo priročen, je Cleo, gre v osnovi za osebnega finančnega svetovalca. Povežete ga z svojimi prejemki, izdatki in tako dalje in vam potem svetuje, recimo, lahko ga vprašaš, koliko imam še ta mesec na voljo budžeta za nakup hrane, koliko imam še na voljo proračuna za, naprimer, sprostitev. Po drugi strani pa daje tudi neke nasvete glede tega, kako prihraniti, kako varčevati, kako naložiti denar in tako dalje. Spet, se pravi, nek svetovalec z finančnega vidika. Tako je, če na hitro omeniva še dva. En je, če se ne motim, grocery list bot, se pravi, ki vam pomaga pri vašem nakupovanju, pri vaših tedenskih nakupih hrane, naprimer, in potem še Mitsuku, ki so ga tudi malo potestirala in me kar malo na hecu, se malo po hecu z mano. Tako da je bilo tudi zanimivo, smo imeli kar veliko smeha tukaj v pisarni pred oddajo. Tako da pač počakajte, te jih bomo izpisali, tako da zdaj pa nadaljujeva še z 5. trendom. Tako, in 5. trend se kar malo povezuje s temi chat roboti in sicer gre za umetno inteligenco in pa strojno učenje. Namreč kaj delajo tudi med drugimi boti, je to, da se učijo na podlagi nekih naših dejanj, nekih naših aktivnosti, ki jih mi delamo. In ta umetna inteligenca predvidevamo, da se bo v tem letu razširila toliko bolj tudi na druga področja. Že zdaj je recimo prisotna pri postavljanju določenih marketinških taktik. Pa če dam kar tako en primer, naprimer Companion Labs kot orodje, ki ga lahko uporabiš pri Facebook oglaševanju, ki v bistvu sam za tebe določa manual bide, temu se reče po slovensko, da sam določi ceno, ki si jo pripravljen plačati za, ne vem, klik ali katero drugo aktivnost, da sam odpira oglasne skupine in tako dalje. Potem, naprimer, tudi področja so lahko napovedovanje ali pa prepoznavanje določenih trendov. Sam predstavljaj si, da si, naprimer, banka ali pa neka taka podobna institucija, kjer imaš veliko nekih strank in kjer lahko predvidevaš, da, naprimer, da bo čez 2 meseca nekdo zaprl račun ali pa da je mogoče pripravljen, da mu daš zraven še neko Viso, Mastercard kartico ali pa nekaj. In to vse lahko dela umetna inteligenca, ki prepoznava določene aktivnosti, trende, ki se dogajajo na strani uporabnika. Tako je, in zelo majhna je razlika med to, kaj dela umetna inteligenca, pa kaj chatboti, v bistvu se vse skupaj povezuje. Največjo distinkcijo bi jaz pri tem naredil. Če sva prej govorila, da nam chatboti rešijo predvsem te dele operativne narave, bo umetna inteligenca nam pomagala, da bo razmišljala skupaj z nami. Se pravi, tako kot je Zoran razložil, da nam že daje nasvete, kako nekaj izvesti. Se pravi, v prihodnosti, jaz bi sigurno dal ta trenutek... Ali pa celoti sama prevzame. Ali pa v celoti sama prevzame, ampak jaz bi v vsakem primeru dal večji poudarek trendu z vidika leta 2018, tem chatbotom, pa tem personal assistantom, ki sva prej govorila. Umetna inteligenca se bo pa še bolj razvijala še leta, zatem, ker smo še vsem dosti na začetku, ker so tudi različne napovedi, kdaj bo pa umetna inteligenca prehitela človeka pri razmišljanju, ampak tukaj je zelo velika tudi razlika, ali se bo to zgodilo čez 20-30 let, ali bo pa to se zgodilo šele leta 2100. Tako da tukaj je treba še ogromno različnega razvoja narediti in zato sem to pač želel nekako izpostaviti, kjer trend bo mogoče malo močnejši, po mojem mnenju. Hvala, Nejc. Mislim, da sva pokrila vse današnje trende. Bi še kaj dodal za na konec? Ne, postavite vprašanja, na katera lahko odgovoriva, oziroma če bi želeli deliti še kakšen vaš trend, ki se vam zdi pomemben v letu 2018, ste vljudno vabljeni, ker sigurno ni to 5 edinih trendov, ampak so še ostali, ampak to sva midva nekako zbrala kot
5 top trendov, ki jih mi vidimo v naši Point Out agenciji. Tako da v naslednji oddaji bo pa z mano Lucija, s katero bova govorila o 5 korakih do odličnega videa za splet. Hvala, ker si bil z nama, hvala, ker si naju spremljala in pa se vidimo naslednjič. Dio. Se vidimo, čau! Why?